spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na zadnjo letošnjo nedeljo, nedeljo svete družine, bomo neposredno prenašali sveto mašo zraven na Koroškem. Maševal bo Jure Sojč. Pri sveti maši bo sodeloval župnijski pevski zbor Ravne pod vodstvom Zale Dvoršak in otroški pevski zbor, ki ga vodi Marija Prikeržnik. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, danes obhajamo nedeljo svete družine. Naš pogled se najprej ustavlja ob jaslicah, kjer zremo preprosto, a sveto podobo nazareške družine. Marija, Jožef in dete Jezus so doživljali negotovosti, dvome in stiske, podobno kot to doživljajo družine danes. Prav zato danes še posebej molimo za vse družine, da bi v preizkušnjah ostale povezane z Bogom in med seboj. Sveta maša se daruje za družino Glavar, za Ludvika in Pepco Kotnik, stare starše in vse umrle pri jugu. Mi pa poglejmo v svoja srca in obudimo kesanje nad vsem tistim, kar nam naša vest očita. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Oh
Molimo. Dobri Bog, v sveti družini si nam pokazal čudovite zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah v medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veseli se šli pri Tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je očeta povzdignil nad otroke in utrdil materino pravico pri sinovih. Kdor spoštuje očeta, bo dosegel odpuščanje grehov. Kdor slavi svojo mater, zbira zaklad. Kdor spoštuje očeta, bo vesel lastnih otrok. Na dan svoje molitve bo uslišan. Kdor slavi očeta, bo dolgo živel. Kdor uboga Gospoda, bo svoji materi dal počitek. Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta. Nikar mu v njegovem življenju ne povzročaj gorja. Čeprav mu pamet peša, bodi prizanesljiv. Ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči. Zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno? Marveč se ti bo vračunalo v spravo za grehe. Poslušali smo Božjo besedo. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite globoko usmiljene dobrotljivosti, krotkosti, potrpežljivosti. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kdo kaj proti komu pritožiti. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vse tem pa najbolj ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristus v mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte, s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmi. V svojih srcih hvaležno pripevajte Bogu. In vse, karkoli delate, v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in Očeta. In se po njem zahvaljujte. Žene, bodite pokorne svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu. Možje, ljubite svoje žene in ne bodite osorni do njih. Otroci, ubogajte svoje starše vsem, kajti to je všeč Gospodu. Očetje, ne grenite svojih otrok, da jim pogum ne pade. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Ko so modri odšli, se Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in zbeži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Vstal je, še po noči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj na mesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v Galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mesto, ki se imenuje Nazaret. In tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da se bo imenoval Nazarečan. Poslušali smo Kristusov evangelij. Drage bratje in sestre, pred radijskimi sprejemniki, bratje in sestre tukaj v cerkvi, mislim, da je to eden najlepših pozdravov, ki jih lahko kadarkoli reče duhovnik, pa tudi kristjani med sabo, ki smo krščeni. Bratje in sestre, to je ta pobinkošni pozdrav Jezusa, našega ustalega Gospoda, ko potem po binkoštih ni uporabljal več izraza ne sodelavci, ne prijatelji, ampak samo bratje in sestre. In ti bratje in sestre gre lahko od tod do Ljubljane, gre lahko od tod do Maribora, do Tokija in okrog po svetu. Bratje smo po krstu in sestre in to nas povezuje in te Evharistiji smo danes pridruženi tudi evharistični daritvi z svetim očetom v Rimu in z vsemi ostalimi duhovniki, ki v tem trenutku darujejo svete maše. Na nedeljo svete družine, ko je ena punčka doma gledala mamo, ko pripravlja kosilo, pa je punčka malo se igrala vmes, mama se malo sklonila in je videla v laseh, take temne lase je imela mama in je tu in tam opazila kako belo las. In je hčerko zanimalo in je rekla: Mama, odkot tebi ti beli lasje tam not med temi temnimi lasmi? In mama je hotela biti malo hudomušna in je rekla: Veš, vsakokrat, ko ne poslušaš, vsakokrat, ko si poredna, vsakokrat, ko jezikaš, vsakič zraste en bel las oziroma se pobarva, eden črnih las postane bel las. Punčka se igra naprej, potem pa v trenutku tisti eureka trenutek: Mama, zdaj pa vem, zakaj ima babi čisto belo glavo. Kakorkoli že nas ta današnji nasmejan trenutek uvaja v bogoslužje in uvaja tudi v berilo, ki smo ga slišali, modrega Siraha. Modri Sirah je bil napisan nekje 200 let pred Kristusom in je en tak meditativni povzetek celotne starozavezne modrosti. Avtor je bil z svojimi spisi, z svojim pisanjem tako zanimiv, da so ga kristjani v prvih stoletjih imenovali kar ekleziastikus, pomeni pa preprosto cerkvena knjiga, ker so ga uporabljali za katehezo ali pa rekli bi danes za verouk. Ker je bil tako življenjski, tako realen, tako vsakdanji, da so rekli: to je pa tako všečno, tako dobro, da bomo to uporabljali tudi pri pouku ljudi in vzgoji ljudi za krščansko življenje in tudi za skupno življenje. Namreč ekleziast oziroma Sirah je na en tak moder, človeški, vsakdanji način želel predstaviti te čisto vsakdanje odnose, ki jih živimo. Odnose
v pogovoru, odnose med delom, odnose, ko ne gre dobro, ko se spremo. In poskuša na te odnose, na te naše vsakdanje vprašanje in te življenjske peripetije odgovoriti na čisto življenjski način. In prva od stvari, ki mi je padla na glavo, oziroma ne na glavo, ampak v glavo, ko sem bral tega modrega Siraha, je bil pravzaprav v tem, da nam želi Sirah predstaviti en odnos, ki je ključen. In sicer, da je naše spoštovanje, naš odnos do staršev, pravzaprav nekako preslikava tudi odnos do Boga samega. Če se spomnite, čisto na začetku Svetega pisma, v Stari zavezi, 1. Mojzesova knjiga, imamo en prav odnos, en temeljni odnos, iz katerega se nekako razvijajo ali pa preslikajo vsi ostali odnosi. Odnos med Adamom in Evo in tisti odnos služi kot en tak, bi rekli, prav odnos. Veste, da, to sem že parkrat mogoče povedal, ampak Adam in Eva, ta prvi konflikt, ki se je zgodil med njima, je bil pravzaprav problematičen v tem, ker Adam Eve ni vzel kot svoje družice, sebi enake, ampak si jo je podredil, niti ji ni dal dostojanstva osebe, jo je imel za nekoga, ki mu bo služila, nekoga, ki je ko bo opravil svoje, jaz tega človeka ne rabim. Ali pa je nekdo, ki bo fajn funkcioniral tam nekje za štedilnikom, ki bo fajn peglal in tako naprej, za nič drugega pa ne bomo dali, nobene druge vloge ne bo dajal Evi. Pa se je zgodilo ravno to, da ker on Evi ni dal dostojanstva osebe, tudi sam ni bil oseba. In ga v prvih poglavjih pravzaprav sploh nimamo Adama z osebnim imenom. Šele v trenutku, ko on Evi da veljavo osebe, tudi on postane oseba, tudi on postane Adam z osebnim imenom. Ampak to zdaj niti ni tako pomembno, bolj ključno je tisto drugo, da se njune peripetije, da se njuni spor, da se njuno življenje eden mimo drugega odslikava in odraža v odnosu do Boga. Na začetku, kakor nista razumela drug drugega, kakor sta živela v sporu, imamo Boga izredno oddaljenega. Tako oddaljenega, da ga on preprosto, svetopisemski pisatelj, zapiše kot Elohim. To se pravi Einsteinov Bog, ki je svet ustvaril, stvar teče, jaz z njim nimam kaj. To je kot ura. Stvar funkcionira ali pa ne funkcionira. Stvar teče ali pa ne teče. Šele kasneje, vedno bolj, ko Adam začne razumevati, da je ona nekaj več kot zgolj nek njegov pripomoček, nekdo, ki ga bo zabaval, ampak da je oseba, vedno bolj tudi podoba Boga postaja bližnja in imamo potem Elohim Hašem in na koncu, ko on prvič reče Evi, Eva, ko jo pokliče z imenom, ona postane tudi on, se pravi Bog postane Hašem, najbolj sveto ime, osebni Bog, Bog, ki je sredi med nami v najnem odnosu. In gremo nazaj na starše in gremo nazaj na modrega Siraha. Zelo podobno želi povedati tudi modri Sirah. Vkolikor so peripetije, vkolikor so ti odnosi med nami in starši skrhani, vkolikor ne gre, ne funkcionira, tudi podoba Boga ne more biti prava. Zato, ker nam ti odnosi od nas do staršev pomagajo k poglobljeni molitvi, k temu, da tudi odpuščamo, k temu, da lahko Boga prepoznamo in na koncu tudi kličemo oče. Ampak Sirah noče biti nerealen. On je resnični prizemljen, zelo prizemljen. Zato tudi pravi, gledajte, odnosi v družini niso enostavni. Tudi na več mestih pokaže in prikaže, da prihaja do zlorab, prihaja do težkih situacij. Očetje, matere odhajajo in zapuščajo otroke. So hladni odnosi. V redu, kaj pa v teh primerih? In modri Sirah zelo jasno odgovarja in pravi, v teh primerih, pa ko mi ne moremo odpuščati, prosimo Boga milosti, da bo on odpuščal. Prosimo, da bomo sposobni in zmožni stopiti preko, zato ker so ti odnosi med nami in starši pravzaprav tako ukoreninjeni v nas, tako globoki, da bomo v nekem trenutku, ko ne bomo najprej uničujemo ali pa sovražimo starše, na koncu se zgodi, da bomo v nekem trenutku sovražili samega sebe. Če zdaj natakamo in nalivamo strup svojim staršem, bomo v nekem trenutku začeli sami piti ta strup, ki smo ga nalivali drugim.
Ker smo globoko v sebi povezani, globoko nas veže ta družinska vez, saj sami veste. Bodimo iskreni. Ste gledali vaše očete, vaše mame kot otroci, pa je ata kadil, ali pa mama kadila, ali pa bilo kjera druga stvar, pa ste rekli, nikoli ne bom delal tega. Nikoli v življenju, to je pa stvar, ki je pa ne bom ponovil. To je pa res, pa bilo kjera stvar. Preteče nekaj vode, se zbudiš, nekega dne pa pogledaš, pa jaz sem celi fotel. Jaz sem pa cel ata. Ali pa ženske, pa neke stvari prenesemo, preslikamo, pa si jih ne želimo, ampak smo jih prenesli. Prenesli smo nekaj, ker smo posnemali, smo mimetična bitja, prenesli v naše življenja in to nosimo tudi naprej. In modri Sirah v svoji modrosti potem pokaže tudi na tisto drugo stvar, kar je pravzaprav potrebno v starosti, ne pozabimo svojih staršev. Da v starosti ne zapustimo svojih staršev. Zato, ker se poznamo tisti stari rek, ti starše do praga, otroci tebe čez prag. Še kako resničen je ta rek in kolikokrat se to tudi uresniči v družinah. Sveti Pavel VI, papež drugega Vatikanskega koncila, je bil v Milano nadškof in je kot škof obiskal družine po svoji škofiji in je prišel do ene gospe, ki je ena preprosta gospa, ženica, in je vprašal, gospa, kako živite, kako ste? In je rekla, vam priznam, da mi čist nič ne manjka. Imam hrano in imam toplo stanovanje. Vsega imam dovolj. In Montini, nadškof, je zaključil in je rekel, potem ste pa gospa zelo srečna, ena izmed tistih srečnih v naši nadškofiji, srečnejših v naši nadškofiji. In je zaključila in je začela jokati in je zaključila in rekla, verjetno spadam med tistih % manj srečnih. Sin in snaha me niti enkrat ne obiščeta, če že zato, ker nekaj potrebujeta. In Montini, kasneje Pavel VI, papež, je zaključil, očitno je, da hrana in toplo stanovanje nista dovolj. Da smo ljudje bitje odnosa, da smo ljudje bitje bližine, da potrebujemo drug drugega. Zato nas tudi modri Sirah spodbuja in vabi k temu, da ne glede na to, kakšni so naši starši, pozabljivi, imajo sive lase. Te sive lase so tudi pridobili zato, kot sem v začetku povedal v tisti šali, tudi zaradi odnosov, tudi zaradi dobrih, težkih odnosov, zaradi skrbi. Vse to je botrovalo temu, da so danes lasje, kakršni so, in bodimo hvaležni za te sive lase, ki smo jih tudi mi pomagali pridobiti našim staršem. Za konec bi samo rekel tiste 3 besede, ki naj bodo prisotne v naših družinah in je papež Frančišek pokojni večkrat poudarjal in ponavljal. To so tiste 3 besede, ki samo gradijo in samo gradijo in samo gradijo. To so, jih znate, jih poznate na pamet? No, da slišim. Prva, gremo, no, prosim, druga, hvala in tretja, oprosti. Še enkrat, prosim, oprosti, hvala. Gremo še enkrat, prosim, oprosti. Te 3 besede naj bodo lepilo in tisti lakmusov papir, po katerem bodo prepoznane naše družine. Hkrati pa vam danes, dragi starši, pa tudi stari starši, ki ste vlogo staršev že opravili, izrekam iskreni hvala, res hvala za to, da ste rekli življenju da. Ni samoumevno. Vidimo, da ni samoumevno reči življenju da. Hvala vam za to, da ste razkirali tudi svino las zaradi in za voljo svojih otrok. Da ste razkirali kariero, da ste razkirali tudi, mogoče kako potovanje, ki bi ga najverjetneje lahko opravili, če ne bi imeli otrok, ali pa kak je otroka manj. Pa vendar ste rekli o življenju in otroku, da, želimo. Pa ne samo za voljo našega naroda, da bi bilo Slovencev več, ampak ker imate radi Boga, zaradi Boga, ki vam je te otroke dal in ste na ta klic in poklic starševstva tudi odgovorili. Amen. Skupaj spomnimo vero v trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga,
rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom, po njem je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. Pravemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanja grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod je za svoj človeški dom izbral družino, da bi posvetil naše življenje. Z zaupanjem ga prosimo. Za redovne skupnosti, da bi rasle v medsebojni povezanosti in ljubezni do Tebe. Prosimo, da usliši nas. Za vodilne v naši domovini, da bi si prizadevali za ohranitev vrednot družine. Prosimo, da usliši nas. Za može in družinske očete, da bi ljubili svoje žene in bili svojim otrokom zgled dobrote. Prosimo, da usliši nas. Za družine v stiski, da bi jih spremljala in podpirala pri prošnja svete družine. Prosimo, da usliši nas. Za pokojne starše, da bi za svojo ljubezen in skrb prejeli večno plačilo pri Tebi. Prosimo, da usliši nas. Jezus, očetov sin, odpri nam oči, da se bomo veselili vsega, kar nam Oče podarja. Prosimo te, varuj in podpiraj naše družine, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
Gospod naš Bog, prinašamo ti spravno daritev, iskreno te prosimo, utrjuj naše družine v svoji milosti in miru, na priprošnjo Device Marije in svetega Jožefa, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, tvoja beseda se je učlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti, nevidni Bog, da bi v nas razumel ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno pojemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko je blažena Marija, brezmadežna devica, rodila svetu odrešenika, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših pokojnih iz družine Glavar, Ludvika in Pepce Kotnik, starih staršev in vseh umrlih pri jugu, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, svetimi nedolžnimi otroci, blaženim Slomškom, svetim Egidijem in drugimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Božja beseda nas danes opominja, da se naša vera začne pri zelo konkretnih odnosih, družini, spoštovanju staršev, odpuščanju in skrbi za slabotne. Odnos do očeta in matere razodeva, kakšno je naše srce pred Bogom, saj se v njem učimo ljubezni, hvaležnosti in usmiljenja. Kjer je zamera, se molitev zapira, kjer je odpuščanje, se odpira pot k Bogu. Ko bomo sedaj molili molitev, ki nas jo je naučil sam Jezus, se zavedamo, da prosimo Očeta, naj nam odpusti, kakor tudi mi odpuščamo. Prinesimo pred Boga svoje družine, rane in nepopolnosti, pa tudi hvaležno za vse dobro, ki smo ga prejeli. Stopimo pred nebeškega Očeta in molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Bratje in sestre, apostol Pavel nas danes uči, da se Kristusov mir gradi v urejenih odnosih, ki jih najdemo v duhovni družini, cerkvi in v naravni družini doma, kjer vsak sprejme svojo odgovornost in ljubi po Kristusovem zgledu. Tam se reva pravi mir. Sprejmimo ta mir od Gospoda in ga podelimo drug drugemu z znamenjem miru.
Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Amen.
Dobri Oče, nahranil si nas z nebeškimi skrivnostmi, daj nam, da bomo posnemali zgled svete družine in tako po preizkušnjah tega življenja za vso večnost prišli v njeno družbo po Kristusu našem Gospodu. Tako se na tem mestu zahvalim sodelavcem Radia Slovenija, Ars, tretjega programa, ki so danes tudi prenašali to sveto mašo in po radijskih valovih tudi voščimo vsem poslušalcem. Blagoslovljen Božič, še vedno traja osmina praznika, še vedno smo v tem praznovanju. Hkrati pa 3 besede sem prej povedal, jih lahko ponovimo. Oprosti, hvala, ne gre nam to, a? Dodal bi še 4. Rad te imam. To pa boste dobili čisto konkretno nalogo, ko prijete danes domov. Otroci, objemte svoje starše. Ni treba tega delati med vožnjo, toliko počakajte, lahko pred ali po, pa se jim zahvalite za to, da so vam dali življenje. Pa jim izrečite to 4. besedo, rad vas imam. Čez dan boste imeli pa dovolj priložnosti, da boste še rekli oprosti, pa tak naprej. Je nekdo rekel, pri 12 letih imamo obupne starše. Neverjetno, nič ne znajo, nič ne vejo. Pri 25 letih isti fant pravi, neverjetno, kako so se v teh 13 letih poboljšali in kaj vse so se naučili. Čisto drugi so. Ne vedoč, da smo pravzaprav mi tisti, ki smo se spremenili. Radi imejmo svoje starše, hkrati z starši bomo imeli radi tudi sami sebe. Blagoslovljeno nedeljo in pa Bog žegnaj. Gospod z vami. Bog, ki je luč in ljubezen, je z učlovečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in z njegovim rojstvom razsvetlil ta sveti dan, naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti. Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi. Naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na zadnjo letošnjo nedeljo, nedeljo svete družine, smo neposredno prenašali sveto mašo zraven na Koroškem. Maševal je Jure Sojč. Pri sveti maši je sodeloval župnijski pevski zbor Ravne pod vodstvom Zale Dvoršek in otroški pevski zbor, ki ga je vodila Marija Prikeržnik. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Slovenija, mojster zvoka Galna Gode, oblikovalec zvoka Martin Florjančič in tehnični producent Grega Peterka. Želimo vam lepo nedeljo.